Če dovolite, spoštovani obiskovalci, če dovolite, bi kar začeli. Čeprav je lep dan, ampak veste, na vrtovi se še ne da delati, tako da niste nič zamudili, zemlja je še premokra. In tukaj se bomo pomenili o zanimivih stvarih. Torej, lep pozdrav našim uvodničarjem. Imate jih po vrsti, tako kot so bili na vodilih, tudi tukaj prisotne. Jaz sem vesel, da so se udeležili te naše javne tribune. Namreč so predstavniki klubov seniorjev, seniork in vseh pomladnih strank in zastopajo stališča starejše generacije. In mislim, da je to izredno pomembno tudi v naši situaciji. Vsekakor pa v tem času se je treba zavedati, da je to generacija, to smo generacija, ki je šla skozi hude preizkušnje, ki je na svoji koži doživela režim, prejšnji režim, in vse tiste stranpoti in zablode, ki so nas, pravzaprav slovenski narod, tako zaznamovale. In imamo zaradi tega tudi marsikaj povedati glede naše tranzicije, glede dobrih in slabih strani in stvari, v kateri smo sedaj Slovenci. Obenem pa seveda tudi lahko mlajšim generacijam damo neko usmeritev, ne sicer z neko avtoriteto, ampak s sugestijo in pa z lastnimi izkušnjami. Svojo željo imeti, kot smo rekli v naslovu, lepo in varno starost, je v tem in v naši skrbi niso zajeti samo naši, bi rekel, člani oziroma naši sopotniki v starejši generaciji, ampak tudi naša skrb je namenjena in morda predvsem otrokom in vnukom. Torej, naša skrb, to, kar mi čutimo, kar mlajše generacije ne čutijo, ampak nas je življenje postavilo v situacijo, da skrbimo za mlajše rodove, da čutimo z njimi in da doživljamo situacijo pač z vidika njihove bodočnosti. In seveda je to pravzaprav, smo lahko zaradi tega zastopniki vseh generacij, vseh prebivalcev Slovenije, mladih in starih. In z tega stališča je dobro, da se zavedamo tudi svoje vloge v življenju in v slovenski politiki. No, seveda najprej pa dajem besedo gospodu Branku Šumenjaku, Slovenska demokratska stranka, in sicer bi njega izval, gledajte, ko govorimo o starostnikih, v glavnem se vrtijo problemi vsej ti, ki so nekako v javnem diskurzu o materialnih pogojih. In seveda, osnova materialnih pogojev za starost so seveda streha nad glavo, ali doma, ali kje drugje, potem zagotovo varno, zanesljivo, dobro zdravstveno varstvo in pa seveda zmerna taka, bi rekel, primerna pokojnina. Ker se govori toliko o pokojninah, naj povem, da pokojnine stojijo že 20 let. Nikamor se ne premaknejo, rajš dol kot gor. Edino v mandatu desne koalicije 2005-2008 so se dvignile pokojnine za več kot 20%. Potem pa spet obstale. In veste, nekoliko so se posmihali predsedniku Desusa, da obljublja 1000 evrov povprečne pokojnine, če ne celo minimalne. Veste, to ni pa povedal, da je to res izvedljivo. Kako? Desni koaliciji zagotoviti še 3 mandate.
Nič drugega. No in gospod Čumenjak, ne sme biti predolg, izvolite, imate besedo. Ja, hvala. Lep dober dan. V imenu Slovenske demokratske stranke oziroma njenih seniorjev in seniork, ki štejemo kar nekaj članov, moram reči, da predstavljamo večji del populacije Slovenske demokratske stranke in sem vesel, da se lahko danes tukaj z vami srečam in da spregovorim nekaj besed v zvezi z varno starostjo, ki nas čaka ali pa nas tudi ne čaka. Namreč mi prihajamo iz časa, tako kot je povedal dr. Cukjati, nedemokratične države, z eno tranzicijo, ki je prinesla celi kup sprememb, nekatere na boljše, mislim pa, da kar nekaj tudi na slabše, kar se naše populacije tiče. Če bi bilo to res, kar je obljubljal predsednik Desusa že pred 10 leti, da bi se pokojnine dvignile do povprečja na 1000 evrov, bi bili nekako še zadovoljni. Danes gledamo, da temu ni tako. Kot je povedal, so se pokojnine v mandatu vlade koalicije desnih strank od leta 2004 do 2008 povečali za približno 23%. Medtem, ko so v naslednjih 10 letih, se pravi od 2008 do danes, povečali v povprečju za 18 evrov. To se pravi, če bi to preračunali v procente, skoraj nič. In mi bi bili zelo veseli, če bi ta naš ljubi zunanji minister vse malo držav obljubil, on je že v vladi od vsega začetka te države in je dal vse skozi, ampak mi smo vedno priča bolj, da se med samimi upokojenci znotraj pokojninskega sistema in pa znotraj upokojencev razlike vedno nekako večajo in se tudi z reformami povečujejo. Mi moramo vedeti, da recimo v začetku te države so upokojenci šli v penzijo za 85% plače. Moramo vedeti, da se je danes to zmanjšalo na 57% do danes, da je znotraj tega moji kolegi, jaz sem šel lansko leto v penzijo in moram reči, da moji kolegi, ki so pa šli pred 20 leti, imajo tudi po 1/3 skoraj večjo penzijo. Za isti vložek, ki so ga plačali, za isto delo, ki so ga opravljali. In znotraj naše asociacije upokojencev pri Slovenski demokratski stranki razmišljamo resno o tem, da bi vložili ustavno presojo o tem. Za isti vložek, za isto delo, za isti plačilo dobivamo nekateri bistveno manj, oziroma tisti, ki bojo za nami, bojo še manj dobivali, medtem ko tisti, ki pa so šli nekako že davno v penzijo, pa dobivajo tisto, kar jim je pripadalo dejansko po vloženem plačilo, ki so ga plačali. Zdaj, treba se vprašati, ali je penzija ekonomska kategorija ali je socialna kategorija. Če je ekonomska kategorija, potem je treba tista plačila, ki smo jih nekoč plačali, dejansko upoštevati v celoti, oziroma z nekim enakim procentom skozi vso obdobje, ne 1,85, 1,57. Ali pa, recimo, pač nekako prilagoditi ta sistem, da bo za vse približno enako pravičen. Še več krivice je zgodilo v tem času. Recimo, včasih so šli v penzijo z 25 leti, recimo poslanci v prvem mandatu, ko so končali mandat, so šli z 25 leti delovne dobe v penzijo. Potem se je delovna doba povečevala. To je ena stvar. Eni so šli takrat, eni takrat. Druga stvar je, povprečje, ki se jemlje kot osnova, je nekdaj bilo zadnje leto plača, zadnja plača, ko si šel v penzijo. Danes se je to povečalo na 24 let. To se pravi, že to je tudi ena razlika, ki dejansko med nami, upokojenci, in pa med našo starejšo populacijo dela razliko. Potem so se izmislili celi kup nekih dodatnih bonitet za določene upokojence. Če gledate borce, recimo, pa to je najbolj taka kategorija, ki nam gre na živce. Borcev imamo danes še vedno 12 000 približno.
oziroma tistih, ki imajo pravice, ker te pravice se prenašajo, to je dedna zadeva. Jaz sem bral pred nedavnim v Ptujskem Štajerskem tedniku, najmlajši upokojenec, ki imajo borčevsko penzijo, je na Ptuju in je star 22 let. No in zdaj, če mi govorimo o tem, da zakaj potem jaz nimam po svojem dedu, ki je imel penzijo, mogoče malo več, ker je bil nekdaj stari jugoslovanski oficir, je imel zelo dobro penzijo, lahko jaz imel po njem tudi, ne pa imam zdaj po svoje osnove teh 700 evrov, bi lahko imel mogoče 2000, ne. Ne, na koncu, zakaj ima Kučan 1000 evrov več penzije, kot si je zaslužil po izračunu, so me zakon izglasovali. Potem, recimo zdaj, pred kratkim, jaz sem tudi državni svetnik, smo imeli na mizi predlog za dodatek za kulturnike. In se sprašuješ, zadnji smo gledali to famozno Prešernovo proslavo, tisto žensko, ki je izrezala zastavo, pa ne vem, dojila je pse z svojim mlekom in tako naprej. In to je zdaj umetnost, ki jo je treba posebej plačati, zato ker je to, ona ne more živeti s to penzijo, ki jo zasluži, tako kot so mi zaslužili, ampak ona rabi več. Mislim, to so vse stvari, ki delajo med nami upokojenci zdraho in pa razlike. In zaradi teh razlik smo tudi razburjeni in smo slabe volje. Zato tudi protestiramo proti takšnim načinu dela in proti takšnemu upokojevanju, kot ga imamo trenutno na razpolago. Jaz bom na tej točki končal, bom potem mogoče se še navezal na takšno drugo, bom še na drugim besedo, da lahko kaj več povedal o tem, ker sigurno tudi več vejo. Jaz sem 1 leto v penziji, pa sem več nervozen, poživčen, oni so eni so mogoče malo več, ne. Ampak, gledajte, mogoče je cilj ravno to, da med samimi upokojenci naredijo trenja, da se nič bistvenega ne spremeni. Ker ena od tistih kategorij, ki je pa zelo sporna, vsaj za mene, ampak koliko vem, Ustavno sodišče o tem odločilo, da pridobljenih pravic ne more spremeniti. In tisto, kar je bilo nekdaj pridobljeno, teme ne moč ni vzeti. Vse to smo imeli primer, ko smo hoteli v mandatu 2004-2008 počistiti določeno zdelo, ampak je potem se ni dalo. To se pravi, vse je naredilo na ta način, da tisti, ki so prejšnji državi nekako preživeli ta svojo delovno dobo in so bili upokojeni v enem določenem terminu, pač živijo malo boljše kot upokojenci, kot pa tisti, ki gremo dve pozneje. Med 85% in 57% je bistvena razlika. Med zadnjo plačo, ki jo dobiš, pa med 24-letnim obdobjem je bistvena razlika. In ne vem, na kak način popraviti te krivice. Seveda nas strah tudi za naše zanamce, za naše otroke, za naše vnuke. Zakaj nas je strah? Zato, ker ti otroki v tem pokojninskem sistemu, kot ga imamo, ne vidijo neke prihodnosti. In tudi zaradi to, ker ne vidijo prihodnosti, tudi nima interesa do tega, da bi karkoli v ta pokojninski sistem dajali. Ker, gledajte, če ti imaš v pokojninskem sistemu neko prihodnost, neko garancijo za obdobje, ko greš v penzijo, potem ni problem dati tistega procenta oziroma plačevati nekaj v neki pokojninski steber, kot smo temu rekli. Ampak, ko pa ti vidiš, da se to vedno slabša, ko praktično se govori, se čez 10-20 let sploh pokojnin več ne bo, ker če ne boš sam plačal, sam nekje šparal, ne bo nič. In otroki nimajo interesa niti delati. In to je tisti problem, ko imamo danes socialno kategorijo ljudi, ki zasluži več s tem, da sedi doma, kot tisti, ki delajo. To je pa največji problem v tej državi. Tudi nimamo, recimo, nobenega pogleda v to, koliko ti ljudje, ki sedijo doma, pa ne vplačujejo nič v ta pokojninski sistem, pa tudi državi nič ne dajo, dobijo nadomestilo za to, ker so pač doma, kot socialni problemi, ampak to so še druge bonitete. Tu ne plačaš vrtca, ne plačaš stanovanja, ni treba ogrevanja, da na občini moramo kar nekaj, nam kar sociale pošljajo imena in priimke oziroma račun in je treba za toliko ljudi plačati kurjavo. Recimo vsako leto treba plačati za določeno število ljudi stanarino.
občina v občinskem stanovanju plača za socialne probleme stanarino za svoje stanovanje, ki mu jih da, ne, ker mora pač fond se obnavljati in napeti. In ni logike v tem, da recimo teh 716 evrov pravijo, da bi naj bil neki minimum, ki predstavlja prak revščine. In ni logike, da penzija ne bi bila 716 evrov minimalno. Ni logike. Ker, gledajte, ko smo mi v penziji, mi rabimo ravno toliko, kot če si v domu za starejše občane. Doma rabiš isto. Vse tam nič več ne stane. Ne stane več hrana, ne stane več stanovanje, ampak če pogledate recimo razliko na tem, koliko stane dom za starejše občane, ne, se suče tam okoli 900 evrov, ali pa za nepokretne še malo več, ne, ali pa do 1500, ne, odvisno kak. Penzija je pa koliko, ne. To se pravi, bi morala biti penzija toliko, da bi človek lahko šel vse varno v dom s to penzijo. Ne pa zdaj občina plačuje za tistimi, ki nimajo premoženja. Tisti, ki imajo premoženje, ima pa tak premoženje, potem se vsedejo gor, ne. Tako da, vse kup je teh stvari, ki bi jih treba urediti na drugačen način, kot se grejo. Tako da, s tem bom zaključil, pa bom potem nekaj dodal. Hvala gospodu Šmenjaku. Gospod Jurkovič prihaja iz Nove Slovenije, krščanski demokrati, in seveda že naziv krščanski demokrati daje neko možnost oziroma nam zbuja pričakovanja, da bi vi lahko povedal, kako kot kristjan pravzaprav gledate na našo sedanjo situacijo, na situacijo v državi, na stanje upokojencev in tako dalje. Skratka, vprašanja, ki zadevajo tudi, bi rekel, državno etiko in etičen odnos do vseh generacij. Prisrčen pozdrav še enkrat v imenu seniorske organizacije Nove Slovenije. Kako je gospod Cukljati povedal, sva se nekako strinjala in moja želja je, da bi, ker bojo boljše, po mojem drugi, tako kot je gospod pred mano egzaktno naštel stvari, ki predstavljajo to veliko krivico, v kateri živimo, je moja ideja, da bi skušal predstaviti čisto osebni pogled in stanje duha, ki je v meni in s katerim iščem odgovore na te preštevilne vprašanja, ki se pojavljajo v naši družbi. Mi smo priča kot generacija, jaz sem iz kmetov, iz Kočevskega doma in to je nesorazmerno, kako se je naše življenje spremenilo. In kljub vsem tem krivicam, ki so zdaj, smo mi 25. država na svetu po kvaliteti življenja. In kar je moje osebno prepričanje, je pa, da je problem povsem drugi. Problem je v stanju duha. Jaz sem katoličan in trudim se, da bi živel v skladu z verskim izročilom. Tudi moji starši in vsi predniki so iskreno živeli tako, kot je za kristjana prav. Seveda je danes meni, ko se še križajo samo duhovniki pa nogometaši, zelo nekako preambiciozno morda izgleda, pa vendar zanesljivo je odgovor, sem prepričan osebno. Nikomu ne vsiljujem nobene ideje. Osebno sem prepričan, da je moje spoznanje in spomin na otroštvo, kjer smo imeli v vasi nekaj, recimo, starejših možakarjev, ki so veljali za modre ljudi. In ta modrost, ki se tako premetava, vse besede so prvo izgubile prvotni pomen, drugo so pa vse strahotna inflacija besed. Jaz se spomnim predvsem, da so bili ti ljudje dobri. To niso bili ljudje, ki bi drugim vsiljevali svoje mnenje, ki bi rekli, to vse je narobe, nasprotno. Govorili so, kako je tebi, a boš bombonček, a boš tu, z drobnimi pozornosti so ti dali vedeti, da te ljubijo.
In jaz sem pred 6 leti, sem doktor veterinarske znanosti, in pred 6 leti sem zbolel za rakom in sem v zdravljenju kemoterapiji našel knjigo Maurica Maeterlincka in za nalašče nisem hotel prepisati, ampak sem prišel povedati to, kar je v meni ostalo, pa je on napisal. In je napisal na način, da me je dotaknil. On pravi tako, modrost, to se pravi, vsekakor se moramo najprej strinjati, da ljudje nismo samo intelektualna bitja, smo tudi duhovna bitja. In tukaj je družba, bi rekel, pokazala neko plat, ki se meni kaže, svetopismo govori, ne bojte se tistih, ki vam lahko vzamejo telo, bojte se tistih, ki vam lahko vzamejo dušo. Nekako občutek imam, da je čas, ki ga živimo, čas, ki pleni duše. To, kar vidimo, je presenetljivo, veliko hitro usihajoče zanimanje za duhovno, za dobroto. Vsi govorijo sicer o etiki, morali in tako dalje, vendar spi Božev. In Maurice Maeterlinck pravi tako, modrost ne raste v vazi razuma, ampak v vazi ljubezni. Razum je vedno, bi rekel, korenina, vendar cvet ni produkt razuma, ampak ljubezni. In ljubezen in razum se sprva vedno bojujeta. Modrost pa nastane takrat, ko razum popusti ljubezni. Dejansko, pravi on, je to zmaga Božjega razuma nad človeškim razumom. In zato, da bi nekako svojo notranjost lahko predstavil, je najlepše, kar lahko povem, to, kar mi je najbližje, da se je treba v duhovnem življenju povzpeti, da se je treba truditi za duhovno življenje, tako kot vsi zdaj fanatično obožujejo telesa in ponujajo vse živo, fitnese, posebne prehranske verige in tako dalje. Nihče pa ne govori o stanju duše, o duševnem življenju, vzgoja, vse tisto, kar je bilo v naši mladosti nekako trdno, bolj zasidrano, kaj je prav in kaj ni, je danes skoraj da nepomembno. In seveda s tem se proporcionalno večajo tudi težave, zmedenost in kljub, bi rekel, napredku, ki ni mogoče mu oporekati, negotovost in nezadovoljnost. Ljudje ne morejo prenesti tega, da živimo v krivici. Da krivica nišče ne preganja in nedolgo tega smo na imenitno dr. Logarjevo komisijo, ki je v bistvu jasno pokazala slikami z vso dokumentacijo, odgovori tožilec, lete, mi lahko procesiramo 13% tega. To je pravi tako, kot bi rekel kmet, ima dobro letino, vendar poželj bomo samo 13%, ker nimamo. To je strašno. To je občutek nemoči in politika, ta politika je obstala samo zato, ker se ni lotila tega, kar je bistveno. Mi se ukvarjamo z registracijami mopedov in tako dalje. Problem je pa duša. Ta duša, ki je seveda meni najbližja krščanska razlaga duše, pa govori o tem, da je vsak od nas, tako kot pravi Solženicin, da meja med dobrim in slabim ne poteka med strankami, med narodi, med religijami, ampak je v vsakem srcu. Vsak človek je strahotno skrivnost sam sebi. Vendar o sebi vem to osebno, da je nekako, tako kot če se zvečer spenjate na hrib, vse počasi zginja, hiše, cerkvice, zvonovi, ostajajo pa lučke, ki ne zgubijo nič na moči, tudi če se noč jača, nasprotno. In tako je tudi v duhovnem življenju. Mislim, da se je treba povzpeti višje in se delati, kakor da ne vidimo vse te strašne krivice, kajti sicer nas ta krivica pozavga in samo s tem se ukvarjamo in samo o tem govorimo. Ne vidimo pa nobenega
resnega, resne ideje, kako iz tega ven. In pogledajte, samo človek, ki je sposoben ljubezni, je sposoben tega pogleda naprej, dlje, daleč. In ko se vrneš na hribu, to ima vsakdo izmed nas doživetje, to izkušnjo ima vsak od nas, začutiš, da smo mi vsi eno, tudi v dolini, da smo morda različni to, da enim se ne ljubi iti gor, ampak so zato prikrajšani za čudovito doživetje, ki ga mi imamo. In to se mi zdi nekako najlepši primer, kako je v duhovnem življenju. Modrost je namreč luč ljubezni. Ljubezen je pa gorivo za to luč. Ljubezen in modrost sta eno in isto. In nam preprosto v tem času manjka dobrih ljudi. Človek ni samo intelektualno bitje in bi bilo krivično, če bi bili mi lahko dobri toliko, kot smo izobraženi. Jaz vam zagotavljam, da sem v svojem službenem življenju našel čudovite ljudi, ki so imeli tudi nedokončano osnovno šolo, pa sem jim zavidal, jaz sem jim zavidal, zdravo zavidal, ker so srečni, ker niso imeli nobenega pritoževanja, pa ne bi nikoli mogel sprejeti njihovega stanja za normalno stanje. In pogledajte, v tem se mi zdi, da je velik izziv za nove, mlade generacije, da mi ne spuščamo letvico idealov prenizko. Mladi so razočarani zato, ker starejši ne dajemo več občutka, da nam je za visoke ideale. Preprosto govorimo samo o preživetvenih stvarih, ne govorimo pa več o stanju duše, ki je dosti bolj v zadregi, kot pa pokojninska reforma, ki je absolutno potrebna, to ni dvoma. In, da ne bom predolg, je seveda moja edina želja, da prinesem vsem to prepričanje, da dobro bo zmagalo. Po velikonočnem času je to tako blizu. In mislim, da tisti, ki so proti nam, dejansko ne spregledajo, da oni verujejo v nič. To je zelo dobro Dostojevski napisal v Bratih Karamazovih, kako spregledajo ateisti, da verujejo v nič. In so pripravljeni za ta nič tudi streljati, ubijati in tako dalje. Vse to se je zgodilo. In zato se mi zdi, da je naš velika naloga seniorskih organizacij, ki ne moremo več delati zgodb, kaj vse bomo na novo začeli. To je posebno obdobje življenja, ko začutiš, da si veliko v letih, ko se ne začenja znova, ko pa je res prijeten čas, ko lahko sediš in se pogovarjaš sam s sabo. Osebno to izkušnjo sem dobil kot božji dar in vse bolj, če me vprašate, se mi zdi v resnici božji dar. Tudi to, kajti če gledaš stvari na tak način, je tudi to, kar vidimo, tudi vse te umazanije, tudi vse te grde stvari postanejo zaradi dejstva, ker je Bog rekel, ne bojte se, jaz sem svet premagal. Zlo ne bo zmagalo, čeprav se na vsakem koraku nam kaže, da je bistveno močnejše od vsega, kar mi poskušamo. In na osebnem nivoju imam samo en odgovor. Ne bojte, tako je spet Metterling zapisal, ne bojte se imeti previsokih ciljev, kajti nič ne zgubi več na vrednosti kot ideja, ki jo želimo spraviti v življenje. To izkušnjo imamo vsi. Zato si je treba, to se pravi, da neskončno si je treba prizadevati za dobro, da bi se vsaj malo izognili slabega. Tudi mi smo slabi in tudi mi smo podrejeni vsem napakam, kot vsi drugi ljudje. In zato je navodilo, kaj jemlješ, kako se reče, trsko iz očesa svojega brata, ko imaš pa bruno ti v očesu. To se pravi, naša naloga, tako jaz osebno razumem, ni v popravljanju drugih, ni v kazanju s prstom, ti si pa to rekel, pa to naredil. Je preprosto nekaj drugega, čistiti svoje dvorišče, svojo dušo in tako v ustajenju, Dostojevski položi v usta Nehljudu, v glavni osebi, svetopisanski tekst, dokolikokrat naj odpustim bratu, do 7-krat,
pa mu odgovori Kristus 7-krat, 70-krat, 7-krat. Zmeraj, kajti tudi zdaj vidite, da na sodiščih tisti, ki sodijo, so bolj pokvarjeni od tistih, ki jim sodijo. To je Dostojevski tam bil. In to je zgodba iz stajenja, je zgodba to. Da družba, ki obvladuje, tudi danes to vidimo, ti ljudje, teh 100 obrazov, ki smo jih na slikah videli, obvladujejo, pa so bistveno bolj pokvarjeni od vseh tistih, ki so vzeli pašteto. In to je dejstvo. Tukaj je, rekel, zame res edina in resnična želja, da bi se povezali v tej skupni dobri volji, ki je tako živela ob osamosvojitvi. Mi smo to začutili, mi to izkušnjo imamo in je bila tako lepa. Jaz sem čakal 4. otroka in vsi smo bili, bi rekli, prestrašeni, vsi smo se bali, pa vsi smo v sebi čutili nekaj neizmerno pričakovanje in to je Božji dar. Glejte, če se, bi rekel, danes ne, jaz lahko, bi rekel, sam sebi komod dokažem, da je to Božji dar. Poglejte, kaj je bilo. Gotovo je bilo potrebno, da smo dali tisti prispevek, kjer je vaš predsednik absolutno med prvimi, pa mu nišče ni nikdaj rekel hvala lepa, Slovenci mu niso rekli hvala in Draževiče še zmeraj bolj donijo, kot pa kakršnokoli osamosvojitveno dejanje. Pa vendar, če se malo ustavimo, vidimo, da so bili okoliščine od nas, okoliščine zunaj nas, na katere mi nismo imeli nobenega vpliva, odločilne pri rojstvu naše države. Če ne bi bilo razpada Sovjetske zveze, če ne bi bilo kola, če ne bi bilo papeža Janeza Pavla II, če ne bi bilo, ne vem, v Avstriji ljudi, če ne bi bilo, pomagajte mi, Grenšarjev, ja mi ni, potem dan Španijo, nobenih šans mi ne bi imeli, da bi se osmošli. In zdaj, ko smo ta dar prejeli, se pa v bistvu zdaj za tisti manjši del, ki je bil naš prispevek, pa ne moramo nikako razmeniti, kdo je pa res tam kaj dal, kdo je pa vzel. In končam z najlepšo mislijo, ki jo imam za skupno delo, ki jo je, gospod Bogataj je odlično v francoščini, bo morda ne, Camus napisal, mislim, da se tako reče. In sicer glasi tako, in mi je res drago, ne hodi pred mano, ne bom ti sledil, ne hodi za mano, ne bom te vodil, hodi ob meni in vodi moj prijatelj. Hvala lepa. Hvala gospodu Jurkoviču, da je poleg trdega, starega političnega kruha nam dal tudi nekaj življenjskega soka, ki nas poživi, seveda. No, gospod Bogataj, vi ste, kot je bilo že nakazano, že kar nekaj časa nekako globoko v vprašanjih starejše generacije in pred 2 leti ste skupaj z Ljudsko stranko in SDS, to se pravi pomladne stranke, sprejeli neko skupno deklaracijo. Zanima nas, kaj ste tam, kakšna načela, kakšne izhodišča ste postavili. Poleg tega pa ste zelo aktivni tudi v Evropski zvezi seniorjev in zanimivo bi bilo slišati, s kakimi problemi se pa Evropa srečuje, to se pravi v drugih državah srečuje starejša generacija, s kakimi problemi in kako jih to rešuje. Prosim. Ja, lep pozdrav v imenu Zveze upokojencev Slovenske ljudske stranke. Hvala za vabilo predsedniku Zbora za republiko, da smo lahko danes tukaj pred vami, da vsak pove nekaj svojega, kar je pripravil. Ta tema, kako zagotoviti lepo in varno starost, je zanimiva tema. O tem vprašanju je bilo napisanih že mnogo, povedano tudi veliko besed. Mladi o tem vprašanju zamahnijo za roko, srednji pravijo, pusti me, jaz imam druge probleme, ne bom govoril o starosti. Kar naenkrat pa glava posivi, hrbet se upogne in pride čas, ko je želja še veliko, moči pa vsak dan manj. Takrat se spomnimo na tiste opomine
ki iz mladih let, kakor si boš v mladosti postlal, tako boš ležal v starosti. Tako imenovana jesen življenja nam prinese veliko zadoščenja nad prehojno potjo, drugim pa tudi grenkobo zamujenih priložnosti. Ker smo pa ljudje socialna in družbena bitja, vpliva na našo upokojensko ali pa na to starejšo pot, okolje in družba, v kateri živimo. Naslovna tema nas spodbuja k iskanju odgovora na več vprašanj. Kako preživeti leta 65 plus, ki statistika označuje kot začetek starostnega obdobja na naši zemeljski širini. Ne gre samo za materialno plat preživetja, gre tudi za ohranitev in vzdrževanje dostojanstva človeške osebe, ki nam gre iz pravic družbene enakopravnosti. Zdaj, ko govorimo o upokojencih ali pa o seniorjih, pravimo, da smo upokojenci v političnem smislu stabilni, lojalni del članstva vsake stranke. Zbranega imamo precej znanja iz preteklosti, imamo ideje in izkušnje, ter smo prepričani, da nekaj tega lahko koristimo, ponudimo stranki in preko nje vsej družbi. Seniori Slovenske demokratske stranke, Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije krščanske demokracije smo vpeti v dve ravni našega delovanja. Prva je Evropska zveza seniorjev. Tam smo mi člani od leta 2007. Že leto kasneje sta nas obiskala njihov predsednik in generalna sekretarka. Sprejeli so nas vsi trije predsedniki naših krovnih strank. Glavni gostitelj je bil takratni predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, in je s tem dal močan pomen srečanju in bodočemu delovanju. To vodstvo Evropske zveze seniorjev je bilo ustanovljeno leta 1995. Njeno vodstvo izhaja iz evropskih krščansko-demokratskih strank. Vodijo jo bivši ministri, zvezni ministri nemški recimo, potem bivši evropski poslanci, potem predsedniki velikih upokojenskih zvez, sedež v Bruslu in je tako včlanjenih 27 držav evropskih in ima približno 1.200.000 članov. Zdaj njihovo, kako bi rekel, kaj je vsebina njihovega pa program dela, če tako rečem. Temelj je krščanska podoba človeka in iz tega izhajajoče osnovne in človekove pravice. Njen cilj je do starejših prijazna družba in odgovorna svoboda, ki temelji na zapovedi, kar želiš, da ti ljudje storijo, to jim moraš tudi ti storiti. Poznamovski je ta citat. Zavezani smo k prizadevanju za nadaljne združevanje Evrope. To je največji mirovni projekt na svetu, ki združuje 500 milijonov prebivalcev. Je bil poogrožen zaradi finančne krize in sedaj tudi najnovejše migrantske krize. In ostale stvari so še ne čisto na koncu, pa rečemo, zagotovitev pokojnin je za nas najvišja zapoved. Vsakdo, ki je delal 40 let, mora dobiti tolikšno pokojnino, ki je nad pragom revščine v svoji deželi. Zdaj pa mi, kako bi rekel, seniorji upokojencih teh treh, rečemo tudi pomladnih strank, se s političnimi sredstvi v domovini prizadevamo za zaščito pravic upokojencev. In tako najprej smo mi delovali vsak za sebe, na seje hodili vsak za sebe, potem smo pa le ugotovili, da imamo pravzaprav isti cilj, smo na isti strani političnega spektra
ne glede na to, kakšni so odnosi med vrhovi strank. Mi smo seniori, mi imamo pravzaprav identične želje, zahteve, pričakovanja. In smo se ravno v tem prostoru srečali maja pred 4 leti in sprejeli izjavo, da bomo medsebojno sodelovali na interesnih področjih, ki zadevajo predvsem starejše ljudi in upokojence. Pa smo rekli takole: spoštovali bomo demokratične in etične vrednote, temeljne človekove pravice in svoboščine, s poudarkom na krepitvi dostojanstva in spoštovanja starejših in upokojenih ljudi. To je precej na široko pa na splošno povedano, vendar tukaj gre predvsem za to, da skrbimo, odnosno da se zavzemamo za spodobno življenje upokojencev. In po načelu rotacije bomo predlagali skupnega kandidata za funkcije v Evropski seniorski zvezi, v kateri sodelujemo. Takratni podpisniki smo bili Zvone Zinrajh iz strani SDS-a, gospod Jože Jurkovič NSIKD na moji levi strani in moja malenkost strani Slovenske ljudske stranke. No, to je ta del. Potem pa tukaj smo pa povezani še tudi s združenjem, kako bi rekel, KOSOS. To je Koordinacija seniorskih organizacij Slovenije, ki združuje politične stranke in civilno družbo. Včasih bolj uspešno, največkrat manj uspešno, traja pa že dolgo, smo organizirani. Potem, v preteklih letih smo preko Zveze društev upokojencev Slovenije, ZDUS, pripravili številne zakonske predloge iz upokojenske in druge problematike in jih uskladili s parlamentarno stranko upokojencev in pričakovali sprejem v državnem zboru. Žal, škoda, malo od tega ali skoraj nič. Mnogo teh pobud se je izpelo v prazno. 2 primera sta taka, ne bom našteval naprej. Zakon o spremembah zakona o volitvah v državni zbor in neodvisni avtonomni demografski sklad. To je pa ti sklad, ki bi moral skrbeti za denar tudi po letu 2022-2023 za zagotovitev pokojnin. Tako so naše te ravni upokojencev povezane. Zdaj pa strani SLS-a, Slovenske ljudske stranke, tako moram se malo samo v 2 stavkih vrniti tudi v zgodovino. To je le 100-letna zgodovina stranke, ki govori o njenem stalnem zavzemanju za demokratizacijo javnega življenja, socialno pravičnost, pravno državo in svobodo v korist slovenskega naroda, družbe in države. V njenih vrstah so bili in so še pomembni možje, ki so soustvarjali slovensko zgodovino, v novejšem času odigrali pomembno vlogo pri vodenju slovenske države. Seveda tudi ugotavljamo, da imamo nerešenih in žgočih vprašanj celo vrsto. Ali naj se socialni dodatek najnižjim pokojninam financira iz pokojninske blagajne ali iz državnega proračuna? O tem smo nekaj že slišali danes. Kako zagotoviti sredstva za finančno vzdržnost pokojninske blagajne in tako naprej. In seveda med pretečimi grožnjami za blaginjo starejših je revščina. O tej dolgo časa nismo nič govorili, vendar mislim, da je to pa potrebno, da prihaja poleg demografskih problemov tudi ta stopnja revščine malo v prvi plan. Stopnja tveganja revščine starejših pri nas pred 2 letoma, 1 letom, je bila približno malo manj kot 22%. Za moške, 17%, za moške 11%, za ženske skoraj 22%. In seveda, kaj vse to citira vir je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Okrog tega se je treba pogovarjati, ko so programi strank in tako naprej, mimo tega ne moremo iti.
Druga velika stvar, pa veliko vprašanje, so demografske spremembe, ki zmanjšujejo število za delo sposobnih prebivalcev. Zmanjševanje števila delovno sposobnih bo v naslednjih 10 letih postalo omejitveni dejavnik gospodarske rasti. Zdaj, okrog teh delovna aktivnost med starejšimi, med 55 letom in 64, je med najnižjimi v Evropski uniji, predvsem zaradi zgodnjega upokojevanja. Kajti žal, mnogi vidijo upokojitev kot rešitev iz nevzdržnega položaja v službi. Gre za povečevanje intenzivnosti dela, kar je po njim strani razumljivo, višje norme, zlorabe delovnega časa, stres na delovnem mestu in stalna grožnja glede odpuščanja, ki vpliva na zdravje ljudi. In ko govorimo potem tudi o kako povečati število novih delovnih mest, je tudi, ko gledamo Evropo, tam se promovira možnost za ustvarjanje novih delovnih mest s polovičnim delovnim časom, recimo. V Sloveniji je za krajši delovni čas zaposlena le vsaka 10. oseba, kar je 2-krat manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je sicer v zadnjem času sprožil nekatere pobude za zaposlovanje starejših brezposelnih in v ta namen pripravil znatna sredstva. Želijo se odlepiti od neuglednega predzadnjega mesta v Evropi. Je pa še ena druga stvar, še en drug podatek, ki jo Eurostat v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi rad pove, odnosno je objavil, da pri nas v Sloveniji 42% podjetij priznava, da za prilagoditev starajoči delovni sili ne naredi ničesar. Da 94% podjetij nima posebnih izobraževalnih programov za starejše delavce. In da polovica delodajalcev, 52%, ocenjuje, da starejši delavci ne morejo slediti vse hitrejšemu tempu dela. Seveda ne morejo, zato pa hitijo potem v pokojevanje in tako naprej. Potem se postavlja vprašanje, kje smo danes? Kaj ugotavljajo bistra peresa? Nič spodbudnega, žal. Razočarani smo nad zbirokratizirano družbo, ki se zapleta v začaran krog neskončnih postopkov. V hlastanju za čim večjim dobičkom je pozabila na tiste mehke elemente, ki naredijo bivanje, še posebno najbolj ranljivim, prijetno, prijazno, da lahko dostojanstveno sklenejo svoje življenje. Zdaj pa še nekaj besed o tem, kako Slovenska ljudska stranka vidi, odnosno prepoznava probleme in tudi kako naj bi se rešili. Tukaj sem dal naslov SLS, kako razpreti drugačno prihodnost. To ni moj izum. Pod tem naslovom so v prilogi Slovenski čas razmišljali predstavniki 3 inštitutov, ki izhajajo iz vrednostnih temeljev slovenske demokratizacije. Katera so pota, ki bi lahko pripeljala do sprememb na bolje v naši družbi? V SLS se s temi vprašanji strokovno ukvarja inak inštitut dr. Antona Korošca. Ime nosi po teologu in politiku, ki je veliko imel v slovenski politični zgodovini. In tam pravi, mir in varnost, tako zemeljska kot socialna in gospodarska, je tisto, kar državljani potrebujemo. Da mladi v miru ustvarjajo družine, da si starejši lahko zagotovimo kakovostno življenje v vseh obdobjih brez životarjenja pod pragom revščine. Slovenci smo se vedno borili za svoje ozemlje, jezik in kulturo. Poudarjali smo svoje krščanske korenine, družine smo postavljali na najvišje mesto. Sedaj pa prišel čas,
ko moramo se zopet vrniti, ko moramo spet varovati vsako ped naše zemlje, da ne bomo izgubili tistega, kar so nam ohranili naši predivi. In iz vsega tega smo mi prepričani, da je čas za vlado desno-sredinskih strank in da se usmerimo na trajnostno gospodarsko rast. Samo ta bo tudi v prihodnosti zagotavljala boljšo socialo in s tem dostojne pokojnine in dostojanstveno življenje vsakega človeka. In tukaj na koncu želim dati poudarek še eni stvari, ki jo res podpiramo z obema rokama. To je evropska pobuda pametne vasi, ki jo vodita evropska poslanca, slovenski Franc Bogovič, Evropska ljudska stranka, in madžarski poslanec Tibor Sani, skupina socialistov in demokratov, druga najmočnejša skupina v Evropskem parlamentu, je začetek gibanja, ki bo korenito spremenilo podeželje Evropi na bolje. To je še zlasti pomembno v času hitrih socialnih in tehnoloških sprememb, ki jih komaj dohitevamo, pri čemer mora imeti pomembno vlogo socialna kohezija in sodelovanje ljudi različnih prepričanj in strok. Glavni namen tega gibanja je zmanjšati razlike v razvoju mest in podeželja s prenosom že uveljavljenega koncepta pametnih mest na podeželje. Ta projekt bo v prihodnji finančni perspektivi deležen tudi podpore Evropske komisije in bo postal usklajena razvojna politika z namenskimi finančnimi viri. Tako da upam, da bo to prineslo po letu 2021-2022 tudi nam prednosti. In seveda, kaj naj rečem še o nas, upokojencih, seniorjih. Veliko je odprtih vprašanj za politiko, ki vodi državo in je seveda odgovorna za nas tudi. Kakovostna starost je odvisna tudi od nas, ki jo živimo. Naj bo sprejeta z nasmehom in staro ugotovitvijo noben dan brez dela. To kaže tudi festival za tretje življenjsko obdobje, ki se odvija vsako leto v začetku oktobra v Ljubljani. Obravnavane teme: moderne, aktivno staranje, če nisi aktiven, zaspiš, digitalno opismenjevanje, zakaj pa ne, in seveda krepitev talenta starejših. Mogoče imamo starejši kakšne talente, ki so nam zaspali, pa jih je treba zbuditi. Toliko. Hvala lepa. Hvala gospodu Bogataju. In že smo pri edini dame, ki nas je naredila ljudi tu za mizo, gospe Metki Zevnik. Gospa Zevnik, vi nekako predstavljate stranko, ki je seveda nekako v naših ušesih in očeh zelo zavzeta za zdravo družinsko okolje. In starejša generacija živi lahko v širši družini ali ne. Kaj menite? Ali je to širša družina, tako rekoč, to se pravi skupaj z otroci, z vnuki, na tak ali drugačen način? Saj ni nujno, da je to isto stanovanje, ne? Ampak komunikacija in podobno. Ali lahko država, oziroma ali bi morala država in na kakšen način bi lahko to podpirala oziroma ustvarjala okolje, da bi bilo to možno? Lepa hvala. Sem najprej prijazen pozdrav. Hvala za povabilo na ta dogodek in sem vesela, da sem se srečala s kolegi, da tako rečem, ki se ravno tako trudijo na področju starejših, družine, pač enega dela, pomembnega dela naše družbe. Pa se bom najprej navezala, preden dr. Cukjati se oprem na vaše vprašanje, na svoje predgovornike, ki so govorili o pokojninah, o
o tem, kako naj človek živi, ko je starejši ali sploh v družbi. Jaz se pa najprej vprašam, kdaj pa človek sploh star. To, da so rekli, zdaj je nekako statistično 65 plus, ne vem, če je to. Ker pokojninski sistemi v Evropi ciljajo na to, da bi ljudje delali do 70. leta. Pa se spomnim moje mame, ki je skrbela, torej ko sem jaz hodila v službo, tudi za moje otroke, preden so šli v vrtec, kot stara mama, in sem mi zelo hvaležna in zato se tudi čutim dolžna, da tako ravnam jaz v svojih vnukov. Pa je bilo v časopisu ena notica, da je avto podrl na prehodu za pešce 60-letno starko. In moja mama je skočila v luft, ker je bila takrat že starejša, in rekla, kakšna vendar starka. Kaj to govorijo? Gospa, aktivna, ki je skrbela za vnuke, za malo bolj bolehnega moža, ki je vse skuhala, ki nam je vse poštimala, in se vprašamo, kako je zdaj s to starostjo. Nasplošno velja, da je danes človek približno za 10 let pridobil oziroma zgubil let glede na mogoče stanje 30-40 let nazaj. Se pravi, da človek je danes 70 let, je to, kar je bil včasih 60-letnik. Vidimo tudi, da se dejansko starostna življenjska doba močno podaljšuje. Danes že ni več nenavadno, da so ljudje stari po 100 let in več. 90 let pa sploh. Tako da se mi zdi to eno pomembno vprašanje, glede na to, koliko časa smo pa mi lahko še aktivni. Koliko časa lahko delamo, torej delamo ali za svojo dušo, tako kot je rekel gospod Jurkovič tudi, ali delamo tudi iz veselja, ali tudi zato, da si mogoče gmotno nekoliko popravimo svoj življenjski standard. Zdaj, prvo, kar mene v našem sistemu zelo moti, je to, da ko človek upokojen, ne sme formalno več delati. Zakaj pa ne? Ne sme hoditi nekam v službo, mu takoj omejujejo, toliko lahko zaslužiš, toliko evrov na uro in tako naprej. Jaz mislim, da je to prva stvar, ki jo moramo odpraviti, da človek, ki je sposoben, ko je dopolnil svoja pokojninska leta, lahko, če želi, dela naprej. Rečem vsaj v privatnem sektorju. Rečem, to javni sektor, ki je dolžen potem zaposlovati, da ne bi se nam tam, recimo, kar ostajali ljudje na nekaterih področjih, zelo radi ostajajo, na kakšnem področju izobraževanja, to že vem, vendarle v privatnem sektorju, če da vse davščine državi, je tak človek, če zmore, zelo dragocen, ljudi nam primanjkuje, danes ni več delovne sile. Zakaj naj ne bi nekdo, ki ima izkušnje in ga nekdo potrebuje, še delo in si tudi seveda malo popravil tisto penzijo. Zakaj mu vzeti penzijo? To ne gre. Jaz mislim, da je to ukrep, za katerega se naša stranka zagotovo zavzema. Zdaj, mi danes še mogoče se nisem čist predstavljamo Združeno desnico z mojim kolegom na desno. Združili smo se stranka Glas za otroke in družine in Nova ljudska stranka v Združeno desnico. Smo mislili, da bo še kdo prišel zraven, pa lahko, da še bo, se še ni konec vseh teh predvoljivnih opravil. No in naš del in kaj smo mi prinesli noter in so naši kolegi iz Nove ljudske stranke srcem prevzeli, je družina. In smo rekli, jaz smo zdaj na veliko par stvari napisali, najprej družina. Gospod Bogataj je rekel, družine smo postavljali na prvo mesto in je čas, da se to spet zgodi. In to je naša rešitev. Družina na prvo mesto. Ker kakorkoli gledamo in govorimo o starejši populaciji, starejše ni brez mlajše, mlajše ni brez starejše. To je krog.
Svoj čas je to bilo tako, da se je to dogajalo v sklopu ene družine ali ene malo bolj široke družine, neke rodovne skupnosti. Ampak vedno se je vedelo, da so aktivni starši, delavci skrbeli za svoj naraščaj, za svoj rod in da je bil ta naraščajni rod dolžan skrbeti za svoje starejše. Da je to ena pomembna človeška lastnost. Človek je drugačen od živali. Žival skrbi, zelo skrbi za svoj rod, ampak za stare pa ne. A veste, za tiste jim je pa popolnoma vseeno, zato ker nimajo duše, kot je rekel gospod Jurkovič. To je človek. To je človek, ki se zaveda svoje notranjosti, svoje duše, svoje religioznosti, svoje duhovnosti in ve, da je to prav. Ampak danes to odhaja. Odhaja v tem smislu, da starejše pripravljajo po svetu k eutanaziji, se pravi, naj se odločajo za nek samomor in nekdo mu mora pri tem pomagati. Silijo v to, celo zdravnike, zdravstvene delavce. Ampak tako ne gre. Kakorkoli gledamo, nekoga siliti, ki mogoče že težko odloča o tem, kaj je prav in kaj ni prav, iti v smrt, to enostavno ne gre, to ni človeško. In to človeškost moramo ohranjati in se za njo boriti. To je tudi en pomemben segment naše usmeritve, ko rečemo najprej družina. Kar se tiče pokojnin, naslov tega dogodka, dr. Cukjati, ste zbrali prekrasno, ker ste rekli lepa in varna starost. Dva pridevnika sta, lepa ter varna. Zdaj smo govorili predvsem o varni. Varna starost pomenijo naše pokojnine, nekaj, kar smo zaslužili, kar smo vložili v to državo, da bomo lahko dostojno živeli. Kaj lahko rečem okrog pokojnin? Glejte, če se vprašamo, kaj pa je pokojnina? Dostakrat se misli, da je to ena dobrohotnost naše države, da nam nekaj da. To ni res. Pokojnina je tudi ni socialna kategorija. To je enostavno zavarovalniški sistem. Mi smo vplačevali, torej vsak, ki je delal, je vsak mesec vplačeval sredstva v to noter. Kar pomeni, seveda, da tedanja generacija je to uporabila, ampak mi smo pravzaprav dali na nek način posojilo državi. Posojilo za kasneje. In danes, če vam povem, današnja povprečna plača, koliko damo od povprečne plače za pokojninski sistem. Torej, enostavno, aktivni zavarovanc danes plača 419 evrov v pokojninski sistem. To ni malo. Zraven preko davkov in dohodnine damo še 110 evrov zraven. Se pravi, skupaj je 529 evrov. In tako vplačujemo, ali te zdaj vplačujejo 37 let. Živimo pa ne toliko časa. Ne ženske, ne moški. Moški, nekje imam zapisano, mislim, da so ženske okrog 24 let, živijo ženske danes, 17 let po upokojitvi. Se pravi, da bolj tega denarja ne dobimo nazaj, ker smo ga dali v zavarovalnico. Res pa je, da imamo solidarnostni sistem, da damo tudi za tiste, ki imajo premalo ali nimajo in tako naprej. Včasih, kot sem rekla, je družina poskrbela, danes vsi v državi poskrbimo tudi za tiste šibkejše. No in kaj se nam je zgodilo? Zakaj je danes? Jaz sem gledala letošnje poročilo Zavoda za pokojninsko zavarovanje. Kaj se vidi? Glejte, da več kot tretjina ljudi
ima pokojnino od tiste najnižje osnove. In samo 2% od tiste najvišje. Se pravi, da so upokojenci enostavno več ali manj revni. Še hujše se dogaja ljudem z invalidsko pokojnino. In se sprašujem, zakaj, če toliko vplačamo? Kje je ta denar? Kam je šel denar upokojencev? Ko pogledate, kaj se je dogajalo z pokojninami tekom let, vidimo, da se je od leta 2010 pa do leta 2017 povprečna pokojnina znižala celo za 5 evrov. V istem času so plače zrasle 20%. In država je po zakonu dolžna usklajevati pokojnine za plačami. Pa tega niso naredili. In gospod Erjavec govori, kako bo on popravil krivice. Gospa Alenka Bratuškova hod naokrog pa prav, kako bo zdaj za 20 let popravila krivice. Ko je bila pa ona v vladi, so se pa znižale za 1,2% pokojnine. In tako ves čas Erjavčevega mandata. Se pravi, te leve koalicije so enostavno vso večino finančne in gospodarske krize prevalile na ramena upokojencev. In danes bi mi morali imeti, torej ljudje, gospod je na začetku govoril, eni so imeli višjo osnovo, danes je nižja osnova. To treba popraviti z nekim zakonom. Danes bi morali imeti 25% višje pokojnine, kot jih imamo. Toliko je bilo vzeti. Res pa je, da so nas zadolžili neskončno za stvari, ki ne pomenijo razvoj te države, in to je treba odplačevati. In to so prevalili seveda na ramena upokojencev in na ramena večjih družin. Tiste, ki pravzaprav največ lahko prispevajo potem k bodočnosti naše dežele, naše države. To so številke in te stvari dejansko bo potrebno popraviti. Zdaj smo dobili usklajevanje, ne vem, 2,2%, pa še 1%. Kaj to pomeni pri 20% povečanju plač? In se sprenevedajo, kako bojo zdaj popravili krivice. Tisti, ki niso za to populacijo, ki je vplačevala, ki je posodila državi denar, naredili nič. To je en pogled na pokojnine, lahko sem še to sem si zabeležila, da to ni sistemska napaka, to je bilo delano načrtno. In načrtno Karl Erjavec, ki vodi stranko upokojencev, ni nikoli prevzel Ministrstva za delo in družino, kjer se ustvarja, kjer se piše zakone o pokojninah. Enkrat je bil na okolju, enkrat je bil na obrambi, zdaj je zunanji minister, tam, kjer lahko zmerom reče, ja, čakajte, jaz pa nisem bil tam zraven, pa financminister ni dal, pa nisem, gledajte. To je sprenevedanje, to je neprevzemanje politične odgovornosti za nekaj, kar se zavzemaš. Zdaj grem pa na drugo, na lepo, na tisto, kaj je lepa starost, po mojem. In se vračam na stare starše. Je že kar nekaj let, vodim tudi Združenje starih staršev, ker sem enostavno zaznala, da nas v družbi, v zakonodaji enostavno ni. Smo pa v vsakodnevnem življenju, pri svojih družinah, če le gre, pri svojih vnukih in to s srcem. In to z ljubeznijo, o kateri je govoril gospod Jurkovič. Stari starši smo most med preteklostjo in prihodnostjo. Mi imamo vnuke radi, enostavno radi. To je del družine. V naši zakonodaji stari starši niso omenjeni.
v prejšnjem zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih smo bili omenjeni, tako da lahko nas povprašajo glede skrbništva, pa nekoliko skrito povprečnemu pogledu, da nam je prepovedana posvojitev. Sam piše, da je prepovedano tistim, ki so v prvem dednem redu in tako naprej, tako da se to ni direktno prebralo. Veste, da smo šli na referendum za to, ker so hoteli homoseksualnim parom dovoliti posvojitve, starim staršem pa je bilo to prepovedano. Pri družinskem zakoniku, ki je sledil, smo se v gibanju, takrat v gibanju za otroke, še nismo bili stranka, strašno trudili, da bi upeljali noter pojem razširjene družine, kjer je omenjal dr. Cukjati, pa je bilo vse izločeno. Da bi pridobili stari starši, torej možnost posvojitve, če pride do takega slučaja, je bilo vse zavrnjeno. Ko smo sami dali zakon noter, so nas v državnem zboru celo želeli, zelo, a ne? In dr. Brglez ni naredil ničesar. Najbolj hudo je bilo pri Levici, sploh. Ampak, veste kaj, da pa poslanci Desusa niso dvignili prsta za to, je pa sramotno. Pa njihov. Torej, in to, kar mi zdaj načrtujemo, ko pridemo v parlament, smo rekli tole, starim staršem država ne bo več jemala vnukov. Vemo, kaj se je dogodilo z koroškimi dečki. Še vedno so pri tujih ljudeh, ob tem, da so imeli zelo ljubeče stare starše. Ne, preko držijo jih noter, sodišče je odločilo na pol, da je starim staršem to kršeno, a ne, vendar ostaja tako. V lansko leto, mislim, da je bilo lansko leto, je bilo pa še leto nazaj, zdaj ne vem, so v Združenih narodih glasovali o pomenu družine, na deklaracija je bila, kjer je bilo eksplicitno povedano, kako pomembni so stari starši v razširjeni družini, da pomagajo staršem, da se otroci lepo razvijajo, če le gre. Kdo je glasoval proti? Naš gospod Karel Erjavec, oziroma pooblaščenec, ki je pa to pa sodi pod zunanje ministrstvo, ki je tam dvignil roke skupaj še z nekaterimi evropskimi strankami. Če ne bi Evropa je družino zapustila in tudi to moramo popraviti. Tudi to moramo popraviti. Nekaj evropskih držav je bilo proti. Bogu hvala, zdaj pa rečem, da so afriške države drugačne, da je Rusija drugačna, da je Kitajska drugačna in še držav, da to pravzaprav že kar izrojeno miselnost pri nas in v mnogih evropskih državah lahko zablokirajo pri Združenih narodih. Lepa starost je ob, ali pa staranje, bom rekla, ob vnukih, če malo pokažem, ko sem imela rojsten dan, je meni moja vnukinja napisala takole, mi prinese, prvi razred je začela hoditi, črke se je še sama prej naučila, pa je napisala, draga babi, rada te imam, Karolina, pridna in vesela bodi, mi je napisala. On je pa še en srček naredila, da boš dobra. To je bilo sporočilo, evo, a ni to lepo? Pa enega papirčnika, to so se otroci mislili, to je ustvarjala, pozad je dala eno takole. Čestitkico, pa je gor napisala za mojo super babi. Evo, punčka, ki zdaj le hodi v prvi razred. Glejte, temu se lahko reče, da je lepo, ker človek ne živi samo
od kruha, kot je v Evangeliju, ampak tudi od vsake lepe besede. Tako da bi mogoče s tem kar končala, ne, pa ne bom še čisto, kaj naša stranka naredila. Rekla sem vam, že, mi imamo zakon pripravljen, starim staršem bomo zakonsko podelili možnost starševske pravice. Družinski zakonik Anje Kopač Mrak je to možnost predvidel, ampak ne, da so stari starši prvi. Eni izmed niza raznih sorodnikov drugih ljudi. Ne, stari starši so prvi v vrsti. Če zmorejo, če hočejo. A ne? Šele potem pridejo na vrsto drugi. To je naš princip. Sicer pa glede na to, kaj še v tej zakonodaji za stare starše predvidevamo, da bodo lahko dobili, če so zaposleni še, ker imamo tudi take situacije, da bodo lahko dobili namesto staršev bolniško za vnuka, pa tudi kdaj vnuk za svoje stare starše. Veliko je primerov, ko skrbijo vnuki za nje. Potem, in pa, če so pa upokojeni, bojo pa dobili stari starši 20% bolniškega nadomestila, ki bi pripadal staršem. Glejte, mamica, oče bosta lahko v službi, stara mama, star oče, bosta pa samo 20% tistega, kar bi dalo podjetje ali zavarovalnica dobila, ker se pogosto odpeljeta nekam. Iz Kranja v Ljubljano, iz Maribora poznam kolegice iz naših, ki v Ljubljano pridejo varovati svoje vnuke, ko so bolni. Z veseljem, ampak nekaj stroška pa nastane. To je taka, ker rečemo v angleščini win-win. Dobiš, ne? Dobi zavarovalnica, da manj, pa dobi neki stari starši. Torej, tako da je to dejansko nekaj, kar bomo ponudili, da rečemo, stari starši, pomembni ste. In predvideli smo tudi tako, da bomo upokojenim starim staršem dali za vsakega otroka, ki ga imajo in ki zdaj dela za pokojninski sistem, damo božičnico enkrat na let po 100 evrov za vsakega otroka. Da jim izkažemo spoštovanje tudi tako, da si kakšno malenkost dodatno lahko privoščijo, ker kdorkoli je skrbel za otroke, je za družbo naredil veliko. In vzeli so staršem tudi tisto možnost, da se jim zmanjšuje delovna doba, ne? Glede na otroke. To se bo vrnilo nazaj. Torej, stari starši smo, kot pravi pregovor, srebro v laseh in zlato v srcu. Hvala, gospe Zevnik. Sedaj pa še gospod Vogrin. Vi niste senior oziroma ste predsednik Nove ljudske stranke. Vsekakor pa bi vam rad postavil vprašanje, kako je s skrbjo države za starostnike v tem smislu. Gledajte, mi imamo dve kategorije starostnikov. Eni, ki so onemogli in potrebujejo dolgotrajno nego in podobno. Država se nekako vsej deklarativno zelo zavzema, da bo sprejela nekoč zakon o dolgotrajni negi, da bo poskrbela za vse te primere, kjer starostniki nimajo take oskrbe, dolgotrajno oskrbo in dolgotrajno nego. Druga kategorija so pa tisti, ki so še vitalni, ki delajo, ki želijo še delati in migati. Pa čim, tako kot je bilo že namignjeno, čim bi nekje delali, izgubijo pokojnino. To se pravi, kak odnos ima pa država do teh upokojencev in ali je kaj na vidiku, oziroma ste kaj razmišljali tudi v stranki vaši o teh vprašanjih? Ja, hvala, lepo pozdravljeni.
tudi v Novi ljudski stranki, oziroma tudi v našem programu posvečamo veliko pozornosti starostnikom in skrbi za starostnike. Vesel sem, da se je naša stranka pred volitvami združila v združeno koalicijo s stranko Aleša Primca, kajti ugotovili smo, da imamo kar nekaj skupnih področij, predvsem na področju družine in upokojencev. Mogoče bi tudi jaz začel najprej z upokojenci, z pokojninsko in pokojninami. V vsakem primeru ugotavljamo, da upokojenci živimo, tudi sam sem že upokojen, tako da se štejem med upokojence, vse slabše razmerje med povprečno plačo in pokojnino se iz leta v leto znižuje. Leta 2008 je bila pokojninska osnova 67,1%, sedaj po 10 letih se je znižalo na 56,9%. Povprečna starostna pokojnina znaša okoli 620 evrov, kar je tik nad pragom revščine, kar je pa vsekakor nedopustno. Zato se bomo v Novi ljudski stranki zavzemali, da bodo vsi upokojenci imeli pokojnino vsaj nad pragom revščine. Število upokojencev se iz leta v leto povečuje. V zadnjih 10 letih je število narastlo iz 527 tisoč na 615 tisoč. Pokojninska blagajna pa se ne povečuje. Kljub temu, da se država enormno zadolžuje in denar troši za sanacijo bank, zgrešene investicije, kot je TEŠ, drugi tir in podobno, pokojninska blagajna ostaja ista oziroma se celo siromaši. Aktualna politika, mogoče se bom navezal oziroma že ponovil za predhodnike, ampak kljub temu mislim, da je to potrebno povedati, saj je to tudi ena izmed programskih izhodišč naše stranke. Aktualna vlada Mira Cerarja, kako tudi Desus, ki naj bi bil stranka upokojencev, za stiske upokojencev nima posluha, celo več. Desus je celo nasprotoval izplačilo povečanega regresa vsem upokojencem. Usklajevanj pokojnin vse do letošnjega predvolilnega leta ni bilo, pa še v letošnjem letu je to usklajevanje bilo 2, pa še nekaj procentov in še eno bo v, mislim, da mesecu aprilu za kakšen procent, kar pomeni dejansko norčevanje iz upokojencev. Si je pa vlada s pomočjo levih koalicijskih strank in celo Desusa, ki bi se naj prizadeval za blagostanje upokojencev, umislila uvedbo izrednih pokojnin za zaslužne športnike, znanstvenike, kulturnike in podobno. V Novi ljudski stranki nimamo nič proti nagrajevanju teh kategorij, ampak v mejah zdravega razuma. Najprej je potrebno poskrbeti za upokojence z pokojninami pod pragom revščine, kasneje pa lahko razpravljamo oziroma predlagamo tudi pokojnine za to vrstno strukturo, ne bom rekel pomembnejše, ampak zagotovo so prenesli določen doprinos k prepoznavnosti Slovenije. Nikakor pa ni dopustno, da se te izredne pokojnine financirajo iz pokojninske blagajne. Potrebno je omeniti še kategorije pokojnin, od izrednih borčevskih, administrativnih pokojnin pripadnikov JLA in službe državne varnosti, ki niso osnovane
na vplačanih prispevkih. Kot je bilo že povedano, je celo najmlajši prejemnik borčevske pokojnine star okoli 22 let. Pa kje je tu zdrava pamet? Večina upokojencev, ki so si z vplačanimi prispevki pošteno prislužili svoje pokojnine, bi morali postati pošteno glasni in se zavzeti, da se odpravijo privilegirane pokojnine. Pokojnine, kot je že bilo povedano, ne smejo biti socialna kategorija. Večina upokojencev si je z vplačanimi prispevki pošteno prislužila svoje pokojnine in vsi upokojenci si za polno delovno dobo zaslužijo pokojnino, ki jim zagotavlja vsaj dostojno preživetje. Priča pa smo, da se pokojnine celo znižujejo. V Novi ljudski stranki oziroma Združeni desnici, vkolikor bomo prišli v parlament, bomo v vsakem primeru poskušali oziroma dvignili svoj glas za odpravo tovrstnih anomalij. Mogoče bi se še dotaknil, kar je bilo pri tem povedano, okoli dodatnega dela upokojencev. Iz statističnih podatkov je razvidno, da okoli 1/3 upokojencev prejema pokojnino nižjo od 500 evrov. Razvidno je tudi, da pokojnine v primerjavi s plačami padajo. Uskladitve pokojnin, kot sem že povedal, v bistvu od leta 2008 ni bilo. Pri marsikaterem upokojencev je še vedno prisotna želja po delu in dodatnem zaslužku. To vrstno področje je sicer normativno urejeno, določene oblike dopolnilnega dela in podobno je omogočeno, ampak je obdavčeno. Na račun izrednega dela se zmanjša pokojnina. Zakaj je temu tako? Mogoče bi še izpostavil samostojne podjetnike, katerih je največ in bi lahko z dodatnim popoldanskim delom izboljšali svoj gmotni položaj. Ne vem, zakaj jim ni to vrstno delo dopustno. Do leta 2008 so tudi upokojenci lahko imeli SP kot popoldansko obrt, na kar je to bilo ukinjeno. Težko si je zamišljati oziroma težko je dobiti upokojencu honorarno, pogodbeno, avtorsko delo, ker je pač mladih toliko brezposelnih. Vsekakor pa bi bilo potrebno upokojencem, ki so pri tem bili razni obrtniki, od vodovodarjev, mizarjev in podobno, da bi z popoldanskim dopolnilnim delom izboljšali svoj gmotni položaj. Seveda bi za to delo plačevali tudi določene prispevke, v vsakem primeru pa bi morala ostati pokojnina nedotaknjena. Mogoče bi pa zdaj prišel še na vprašanje gospoda dr. Cukjatija. Država bi morala nuditi več podpore in pomoči svojcem, ki se odločajo, da bodo skrbeli za svoje pomoči potrebnega starejšega svojca, ter mu tako omogočiti, da ostane dalj časa v domačem okolju. Sicer je zakonsko urejeno tako imenovano institucionalno varstvo, kar pomeni dom upokojencev, ampak ve se, da je domov upokojencev po Sloveniji premalo. Vsak starostnik pa si želi, da bi ostal v svojem okolju oziroma v neposredni bližini, saj ima tam prijatelje, svojce, otroke in drugo socialno mrežo. Država mora peljati
sistemske rešitve tudi na tem področju. Kot je že gospa Zevnikova omenila pravico do dela s skrajšanim delovnim časom za otroke starostnikov, ki so potrebni pomoči, pravico do bolniške odsotnosti za nego starejšega družinskega člana. Potrebno je tudi urediti čakalne vrste za sprejem v domu upokojencev. Vemo, da so čakalne vrste zelo dolge in je velikokrat sploh nemogoče pridobiti mesto v takšnem domu. To so vse izzivi, za katere se bomo v Novi ljudski stranki trudili in s tem omogočali starostnikom varno in bolj prijetno starost. Mogoče bi, da se ne bi ponavljal, pa tudi čas nas že malo moče tak, da bi za tem končal. Hvala. Hvala gospodu Vogrinu. Replika, izvolite. Ja, malo bi se še uprla na tele tako imenovane izjemne pokojnine. Tako kot je rekel gospod Vogrin, nimajo kaj delati v pokojninskem sistemu tisto, za kar nihče ni vplačal. Lahko država ali kdorkoli poseben sklad naredi, da se ne. Ne more pa izplačevati iz vloženega denarja ljudi, ki so delali. To ne gre. In danes je pač najdla sem podatek, da če bi tist denar, ki gre danes v izjemne pokojnine, v izjemne razne, ostal v pokojninskem sistemu, bi vsak upokojenec imel 32 evrov več. In to je še s tistim neusklajevanjem z zakonom, ki je obvezno za državo, pa ga ne izvaja, bi pomenilo, da mi iz 56,7% povprečne plače, tam smo danes, toliko dobimo, gremo na 81. Toliko je odvzeto, se pravi, skupaj z to izjemno pokojnino. 5%, ker naše sosednje države imajo bistveno več glede na svojo povprečno plačo. Tam okrog 90% se jim giblje in tudi čez. Tako da temu je rekel, ko sem prebrala, gospod Brščič, pokojninsko parazitstvo. In mislim, da je krasen izraz najdu. Možno je to urediti drugače, ampak ne v pokojninskem sistemu. Medtem, ker zakon o dolgotrajni oskrbi oziroma to je po evropskih državah je že toliko dobrih primerov, tukaj se pač žal tale Milojka Kolar-Šteler tega ni lotila, pa je nujno, ker je pri nas so razdrobljene stvari, neki da zdravstvo, neki da sociala, neki da ono, drug za drugega točno ne vedo. Ko se ta sredstva združijo, potem je to čisto drugače. Res pa je, da to velja za tiste ljudi, stare, ki resnično ne morejo več za sebe skrbeti in bi s tem, da se to prenese v družinsko oskrbo, možnost. Se to že danes delno, da se to drugače financira, da lahko tudi to kot del službe, da se sistem bistveno spremeni in tudi razbremenijo te domovi. Hvala, gospe Zevnik. Naj gre ta glas iz vaših ust v Božje ušesa, oziroma v ušesa volivcev. Sedaj pa, ja, izvolite. Jaz bi povedal, da je Nova Slovenija sicer v tem razsutem parlamentu, vendar bo izredna seja, mislim, da skupaj z SDS-om vložila ravno spremembo invalidskega in pokojninskega zakona in sicer s 3 stvarmi. In sicer točno to, kar je gospa in gospod sta povedala. To se pravi, da nekdo, ki je zaslužil, ki ima 40 let plačanih za penzion, nobenega razloga ni, da bi se njemu karkoli dotikali penziona. To se pravi, če je on sposoben, pripravljen in željan, pa ga delodajalec tudi rabi, mora seveda pod istimi pogoji kot pa mladi, ki vstopa na trg dela, z vsemi plačili,
lahko naprej delo. Jaz vam osebno izkušnjo povem, poznam nekoč tehničnega direktorja Litostroja, pravi, če mi 4 penzioniste ne dobimo, mi en določen tip turbine ne znamo narediti. To je en primer. Večina se pa tle v bistvu sreča v mladih SP-jev, ker je ATA firmo naredil, in on bi tako koristen bil zdrav, pa ne sme biti, ker bo sicer penzijo. In seveda, kaj, vsi delajo na črno, protivno. Je možnost, vendar teoretično, ker je vendar zdaj to, rekel se, SMC-jevi so poslanci divjaško vlagali svoje zakone, osebne, ne strankarske, in izgleda, da bo se dogovorilo, da se to vse bojkotira, potem je pa malo verjetno, da bi oni podprli to. Ampak ta stvar bo v jeseni sprejeta, jaz upam, da bo tako. Hvala. Beseda je vaša. Vprašanje, pripomba. Prosim. Jaz bom povedala mojo izkušnjo. Ko je moj mož umrl, je praktično dobil samo 5 penzij. In jaz sem videla, da bom imela majhno penzijo in sem šla, da se zaposlim. Vse veš, kako je bilo, ne? Jaz sem šla se zaposliti in so rekli, da mi morajo, ker sem pa imel DOO, da moram polovico, so mi vzeli penzije za 6 let, kolikor sem delala, polovico sem pa dobivala. In 6 let sem si jaz plačevala izredno visoko. Tako da moja hči reka, mami, ti si plačuješ, kot da bi bila direktor Adria Airways, ne? Zato, da sem imela višjo penzijo. Oni so meni dejansko 6 let, to se pravi 6x12, penzionov polovico pobrali. In zadnjič sem pa slišala, ko je bilo rečeno nekaj na radiju, je bila ena oddaja, no in tam je bilo pa govora, češ, da je to bilo pa nepravilno in da to je bilo protizakonito. Na koga naj se pritožim? Hvala Bogu, da sem delala, da sem bila pravilno sposobna. Hvala. Hvala. No, to so te anomalije, ki zelo bolijo našo generacijo, veste, tisto birokracijo, pa ne. Še kdo? Ja, tam je roka. Ves čas govorimo, pa ne bom začel s Fultono, Peltono, pa Francisovo turbino, pa kakšno drugo, se to ni niti bistveno. Začel bom s temeljem, govorijo, da so plačani prispevki. Mi lahko kdo opredeli, kaj je sploh delo, kaj je, bomo rekli, poklic in kaj je služba. Ko bomo šli ugotavljati, bomo ugotavljali, da je funkcionalno, marsikaj popolnoma mimo dela. Včasih je bil zakon temeljnih pravicah z delovnega razmerja. Ta zakon o delovnih razmerjah, bolj že ne govorim, kaj je totalna anomalija. Noben ga nismo sposoben popraviti, pa lahko govorimo, da je šlo za načrtno oškodovanje. Eni so opuščali dejanja, drugi so jih dopuščali, tretji so jih pa sporili. Torej, gre v te, bomo rekli, politični tvorbi, jaz ne govorim o državi, jaz govorim o politični tvorbi globoke države, ki jo vodi mafija, pa kdorkoli iz ozadja, in ki ima praktično vse pokrit. Za te penzije, vam bom rekel, še v 50-ih letih so plačevali, ne vem, po Bismarcku, ne po Beveridgeu, noter prispevke in so se gradili, kako bi rekel, mostovi, železnice in še določeni nadvozi. Te zadeve, ključno za avtocesto, so se določena podjetja ulasnila. Nobena ve, od kje je izvor, kakšna je bila akumulacija, kakšna je bila, bomo rekli, da se je zadeva amortizirala. Praktično je absurd, pa ne gre za papeža, gre še za prijatelja, pa še prej. Torej, če v enem trenutku štartano bomo ugotovili, da je neustavno stanje, praktično sploh ni zakonito, ni nedopustno, ni nedovoljeno, ni nesmiselno, v tisti funkcionalnosti pa ne bom govoril. Zakaj govorimo o upokojenci? Lepa in varna starost. Bom rekel, glavna stranka bo obljubljala zdaj aktivno staranje. Aktivno staranje, koliko stroška, da bojo dali umazano hrano, radiacijo ali pa karkoli. To je aktivno staranje. Pospešeno, da grejo prej, kamor so govorili v tistem smrdečem sistemu, da za vse ljudi je dovolj zemlje in bo varna starost 2 metra pod zemljo. Hvala. Hvala. Še kdo? Kakšno vprašanje? Izvolite.
Izvolite, gospod Pogledaj. Hvala. Tukaj, če bi lahko jaz vsaj delno odgovoril gospodu na zastavljeno vprašanje, si je tako ali tako že sam odgovoril. Lahko pa povem, da v Novi ljudski stranki imamo v programu, kakor tudi v skupnem programu za združeno desnico, pravna država. Pravna država. Glede, če bi pravna država funkcionirala, bi do teh primerov ne bi prišlo. Se vidite, da se naše tožilstvo oziroma organi pregona in sodišča ne ukvarjajo z resnim kriminalom, ukvarjajo se z predsednikom Demokratske stranke Janezom Janšo, ukvarjajo se z članom naše stranke Francem Kanglerjem in njegovim 38 ali zdaj že celo 40 let starim traktorjem, kar je nepomembno. Vsi smo priča, da postopki zoper Franca Kanglerja padajo, do zdaj jih je padlo že 16, 17, 18, ali kolikor, pa za to nihče ne odgovarja. Tudi v odboru 2015 za človekove pravice, v katerem posebno pozornost posvečamo ravno kazenskim postopkom zoper Franca Kanglerja, nenehno opozarjamo na kršitve človekovih pravic, na zlorabo organov pregona, ampak odgovorni ne reagirajo. Tudi predsednik vlade, ki je celo doktor prava, jaz se upam, da je res, predavatelj na pravni fakulteti, je eden izmed kršiteljev človekovih pravic in zakonodaje, potem se pa čudimo, kje je naše pravosodje, če je on profesor na pravni fakulteti, ki predava določene tovrstne predmete. Hvala. Hvala. Želite? Ja, gospod, izvolite. Jaz vedno, ko govorimo o teh penzijah, pogledam malo čez mejo. Pa ko pogledaš v Avstrijo, recimo, kjer je 1800 evrov poprečna penzija, postaneš malo zmeden, jezen in pa tudi nekako se ti zdi čudno, da sploh govorimo o generalu Majstru pa o našem tem svobodnjaku, ki nas je prepravil v bivšo Jugoslavijo, nekoč, doktor Kurovko. In si misliš, vse so spoštovanja vredni ljudje, so ohranili nekako slovenstvo, ampak mislim, da bi tudi Slovenci, če bi bili v Avstriji takrat, danes bili Slovenci, ne bi bili Avstrijci, ampak njih tako kot mi smo postali Srbi, pa ne Hrvati, ampak bi imeli danes mogoče malo boljše penzije, standard in vse ostalo. Tako da vse v tej državi, bivši in sedanji, praktično, kar se tega tiče, gre narobe. Nič ni tako, kot bi moralo biti. Vse se vrti okrog tega, da nekdo, ki vodi to državo iz ozadja, ki jo je vodil tudi v prejšnjem sistemu, deluje na tak način, da bi bili vsi redi in to je cilj tega sistema. Dokler bomo to dopustili in to prenašali, da se ne bomo uprli temu, tako časa bo pač vse narobe. Jaz se večkrat pohecam, pa rečem, ampak malo resno mislim. Mi že koliko časa, par let hodimo okrog sodišča, tam pa se nam oni skozi okno malo smejejo. Pa še ene šipe nismo zlomili, mislim sodišče. Praktično se nam lahko smejejo, ker hodimo tja pod klovni. Nič se od tega ni zgodilo. Premalo smo energični. Ta sistem, ki smo ga imeli, smo nekako porušili, ampak ga nismo ubili, morali bi ga ubiti. To je razlika med nami in pa med sistemom, ki je bil v prejšnji državi. Lustracija, ki so jo naredili v prejšnjem sistemu komunisti, velja še danes. In ta lustracija manjka pri nas. Ne rečem, da bi morali koga ubiti, ampak bi morali prepovedati določene stvari, ki jih danes počnejo.
In to je vsa filozofija in ves problem, ki ga imamo ne samo upokojence, ampak celotna družba. Hvala. Gospa Zevnik. Gospod zadaj, ko je komentiral, je rekel, kam je šel, da danes v mostove v drugo, da dejansko ne vemo. Kaj se je dogodilo? Enkrat pod, ko je bil Rop, pa zdaj ne vemo v času, ko je bil predsednik, kako je bil finančni minister, se je en del uplačil, imeli smo višjo prispevno stopno za pokojninsko. Potem se je pa tako spremenili, da se je znižala in se je za tisti del, ki se je znižala, to preneslo v davke v državi. Tako da številka je bila ista, ampak kaj se je to zgodilo? Denar v zavarovalnici mora biti nedotakljiv, pač od zavarovalnice, razen če mu ne obvesijo izjemnih pokojnin. Medtem, ko je pa tisti del denarja, ki je v ta namen sicer vplačan, v državnem proračunu in tega je bilo v letu 17 milijardo 215 tisoč. To je eno četrtino, na petino tega, kar upokojenci dobijo. In potem se rečejo, zavarovalnica nima denarja, država je morala dodati. Ni res. Država je v enem obdobju en del tega prenesla nase in s tistim denarjem, po mojem, država manipulira lahko. Ker iz zavarovalniškega denarja ne sme. Sanga. Ne more jeti v zavarovalnico in vzeti. Iz svojega proračuna. Hvala. Tukaj je še ena roka. Sodniki sodijo po zakonu in po svoji vesti. Prvo, kar je treba narediti, je treba ukiniti, da ne bodo sodili po njihovi vesti. To je osnova vsega. Hvala. Hvala, ja. Veliko ste povedali s tem kratkim stavkom. Še kdo? Ne? Sam še nekaj videla zdravstveni zavarovanje. Ja, še ena. Glede, mi plačujemo zdravstveno zavarovanje. In jaz se spomnim, ko sem delala še sem morala delati najprej v zdravniški komisiji, na kar je prišel direktor k meni pa je rekel, ob enih imaš zdravniško komisijo, ob treh boš pa delati še na posebno komisijo. Sem rekel, kaj pa je to za posebna komisija? Je rekel, to so pa člani Zveze borcev. Jaz sem rekel, kako pa to poteka? Je pa rekel, ti moš vsakega vprašati, kje ste bili pa lani. In če je rekel, da je bil dobrni, recimo ženska morate reči, a gospa letos pa 5 v Rogaško Slatino. Ob enih je prišla pa Reva k meni zaradi hudega revmatoidnega deformativnega artritisa, da je komi delala, pa naj ne bi dali nobenega, niti enega dneva v zdravilišču. A si predstavljate? In jaz mislim, da to še danes poteka. Ste rekla, si predstavljate? Se. Ja, jaz mislim, da je čas že potekel in se najprej vsem našim vodničarjem, gostom res zahvaljujem za zelo zanimivo razpravo. Upam, da se še kaj